10. aprila je minilo 125 let, odkar se je v Trebnjem rodil akademik Pavel Golja, slovenski pesnik, dramatik in eden največjih gledališčnikov. Že leta 1996 je občina Trebnje zato njegov rojstni dan razglasila za spominski dan občine Trebnje. To je mož, ki je slovensko gledališko kulturo spravil na nivo najvišjega profesionalizma. Bil je direktor 3 takrat nastajajočih slovenskih gledališč v Trstu, v Osijeku, v Beogradu in zraven tega tudi prvi direktor ljubljanske drame, to je bilo pa, mislim, da je bilo to 18. potem po prvi vojni izpostavljeno in čas je bil samo dramaturg, kasneje pa direktor. Kaj je pa naredil, je pa treba napisati enkrat za zmeraj, da se bo vedel. Najboljši gledališki organizator visokega kulturna, visoke gledališke kulture. Če nisi bil ustrezen, če nisi zmogel, če si hotel še ne vem kaj, te ni sprejel ne v hišo, ne v programe. Tako da je zdaj, tle se je pojavilo na eni strani programi, pa sposobnost te programe v gledališko uresničevati, na drugi strani pa prirediti pogoje, da so se lahko ti programi profesionalno izoblikovali. Med obema svetovnima vojnama je posegel v slovensko gledališče, da se je razvilo v resno gledališko kulturo, poudarja Marin. S tem, da je leta 1957 ljubljanska drama dobila na mednarodnem tekmovanju v Parizu, ko so tekmovala rojstva narodnih gledališč, je ljubljanska drama pobrala 12 nagrad, toliko, kar jih je bilo, za vsako vlogo, za dramaturgijo, to je bilo še vse rezultat njegovega dela. Z Goljo je povezanih veliko anekdot, se spominja Marin. Za našo televizijo nam je zaupal naslednjo, povezano z Goljevim ukrepanjem v razvoj gledališča. Takrat je ljubljanska drama pripravljala Kraljina Betajnovi Hlapce od Cankarja za tisto znamenito predstavo v Parizu. Vadili so 3 leta. Med njimi je bila ena gospa, ki vsi gledališčniki ta stari poznajo, to je bila Elmira Kraljeva. Ta je pa imela najglavno vlogo. Eno osebo v gostilni, kjer je ta Jerman lobiral, pa hlapci, se ta gospa pojavi nenadoma sredi te gostilne in pravi, poglejte, doma mu mati umira, tukaj pa Boga preklinja. Si date predstavljati in to leta 1957. To je pa tisto, kar se je pa tudi Pavel Golja upal, čeprav je že čas minil. V občini Trebnje so v šolskem letu 1969-1970 začeli brati za Goljevo bralno značko. V trebanjski knjižnici, ki po Golju nosi ime, so letos rojaka počastili z obuditvijo bralne značke za odrasle, ki je potekalo od oktobra do marca. Veseli smo, da se je kar 65 udeležencev odzvalo na naše povabilo, tako da smo v sredo 11.4. zaključili zbralno značko z društvom Samovar, smo obeležili tudi njegovo rusko popotovanje in imeli en tak prijeten večer. Bralci so imeli na voljo 50 del tako slovenskih kot tujih avtorjev, med njimi pa tudi Goljeva dela. Odrasli bralci so prebrali 4 knjige, ki smo jih zbrali zaposleni po svojem lastnem izboru. Tako da, ko so izpolnili to svojo obveznost, so imeli izpolnjeno obveznost in so osvojili bralno značko. Pavel Golja je sicer bistveno zaznamoval tudi trebanjski prostor, izpostavljal pokojeni profesor slovenščine, knjižničar in ravnatelj Jože Zupan. Pavel Golja je svojim značajem ustvaril tip človeka, ki bi ga morali posnemati. Bil je vljuden, natančen, znal je biti mož beseda. V mojih spominih je tako živ, kot da bi ga poznal, čeprav sem poznal samo njegovo sestro Cirilo in se je veliko pogovarjala o njem z menoj. Tako da mi je tudi čas, ko sem pripravljal za Goljevo bralno značko, v nenehnem lepem spominu. Hkrati je bil pa Goljev praznik spodbuda, da smo začeli prvi v Sloveniji z rastočo knjigo.
Tako so tokrat slovesno akademijo ob spominskem dnevu Pavla Golje izkoristili za širitev rastoče knjige Mirnske in Temeniške doline ter za sprejem 3 novih rastočnikov.